Eden največjih izzivov starejših je, kako biti socialno vključeni v družbo, ostati povezani in ohranjati stike z drugimi osebami v svojem okolju. V humanitarnem društvu Adra Slovenija smo v času krize prepoznali, da starejši niso ranljivi samo na zdravstvenem področju. Zaradi ukrepov proti širjenju epidemije se je še povečala socialna izključenost te ranljive skupine. V tem prispevku si bomo na dveh praktičnih primerih Zavoda Simbioza in Ljudske univerze v Tržiču pogledali nekaj načinov in rešitev za nastalo situacijo. Predstavljeni bodo primeri, kako starejšim pomagati, kam se lahko vključijo in ostanejo povezani tudi na daljavo. Pandemija COVID-19 je zagotovo najbolj prizadela starejše in zato smo se v Simbiozi pravzaprav zelo hitro odzvali na vse izzive, s katerimi so bili soočeni starejši tokom karanten, lockdownov in v času hude epidemije. Naš prvi odgovor je bil že v bistvu pravzaprav en mesec po prvem zaprtju, ko smo lansirali v javnost brezplačni klepetalnik za starejše, Čvekifon, ki je, moram reči, v enem letu povezal kar 1600 starejših po celi Sloveniji. Morda zanimiv podatek je tudi, da je bilo v to brezplačno omrežje narejenih kar 125.000 klicev, Čvekifon pa je klepetal kar celih 4900 ur in še nekaj. Naš naslednji odgovor, se pravi, je bil pa bolj digitalne narave, in sicer smo lansirali v javnost našo aplikacijo Magda. Se pravi, gre za aplikacijo, kjer je za starejše, kjer so za starejše zbrane v bistvu najbolj pomembne informacije na enem mestu. Se pravi, v aplikaciji Magda starejši lahko najdejo tako imenovano infotočko, v kateri so predstavljeni ponudniki storitev in produktov za starejše. Preko aplikacije lahko na enostaven način, se pravi, sprožijo telefonski klic z ponudnikom storitve, lahko preko aplikacije prebrskajo po njihovi strani za morebitne dodatne informacije oziroma lahko ponudniku pošljejo sporočilo. Na tem mestu bi morda lahko izpostavila v Magdi tudi rubriko Učilnica, kjer so v bistvu starejšim na voljo kratki video tutoriali, kjer lahko pravzaprav bodisi usvojijo nova oziroma nadgradijo njihova že usvojena digitalna znanja. Enako deluje tudi rubrika Telovadnica, kjer pa so jim na voljo video vsebine za zdravo in aktivno gibanje. No, naš tretji odziv pa je bil pravzaprav, in na to smo res zelo ponosni, v bistvu, da smo prvi v regiji, in to v tej celotni balkanski regiji, uspeli narediti potujočo mobilno učilnico, se pravi na 4 kolesih, se pravi, gre za en ogromen kombi, ki je v bistvu prirejen v pravo računalniško sobo, kjer seveda zdaj nam je omogočeno, da naše znanje IKT-ja pravzaprav lahko zaenkrat nudimo po celi Sloveniji, upamo pa, da bomo šli seveda tudi v širšo regijo. Kajti na tem mestu bi rada poudarila res kako je pomembno, da starejši usvojijo digitalne kompetence oziroma veščine. Simbioza si bo zagotovo še naprej po vseh močeh trudila za digitalno opolnomočenje vseh generacij, čeprav pa seveda naš glavni fokus ostajajo starejši. Res si želimo, da jih opolnomočimo tako oziroma na takšen način, da bodo postali neustrašni uporabniki IKT orodij. Dodatna vrednost izobraževanj pri nas je definitivno to, da imajo dostop do nekoga, ki se jim
dejansko njim posvetiti tukaj, a ne. Mislim, da jim tudi ugaja to, da se lahko malo podružijo med sabo, a ne. Socialni stiki v času COVID-19 so definitivno pomembni za njih, a ne, ker nekateri celo živijo sami, a ne, in zaradi tega so pol še toliko bolj omejeni, kar se tiče teh socialnih stikov, a ne. Tako da definitivno jim tudi koristi, da se tukaj lahko v živo dobijo, a ne, pa se z nekom malo pogovorijo. Zdaj v času COVID-19, kot so tudi sami izpostavili, a ne, jim zelo manjka samih teh nekih osnovnih internetnih veščin, a ne, ker vse to zdaj poteka preko interneta. Če hočemo karkoli v zvezi z doktorjem, šne napotnice, to nam direkt rečejo, pošljite nam e-mail, a ne, ampak večina teh, ki tukaj hodijo, še ne znajo tega, a ne, zato je tudi, imamo tudi planiran prav to, a ne, da se naučimo slikati izvide in e-maile pošiljati in podobne stvari v kratkem. Osebno meni to delo tudi prinaša nek tak veselje, zato ker res tako iskreno hvaležnost izkažejo te udeleženci na koncu zmeraj, ne. Ful so hvaležni, da si nekdo vzame čas za njih, sinove, hčere, vnuke, ki v tazga vprašajo, da dobijo isti odgovor, pa kako to ne veš, a ne, tako, a ne. Tle pa ne dobijo takih odgovorov, ne, tle si pa dejansko vzamemo čas za njih. So telefoni, so interneti in kamorkoli prideš, če to ne obvladaš, si v bistvu nepismen. In povzroča to velike težave starejšim ljudem. Zame je pomembno, da obvladam elektronsko pošto, ker je treba, rečemo, pri zdravniku naročiti zdravila. Zdravnik te tudi po elektronski pošti obvešča. Določene informacije lahko pogledaš na internetu. Včasih, to je pa zdaj zgodovina nazaj, je bil telefonski imenik, naprimer, rabiš nekega obrtnika, si prelistal in si ga našel. Danes to ne obstoja več. Karkoli je vse na internetu, da se pogleda, ne, da veš. Posebno pa zdaj pri starejših ljudeh je pa to še toliko bolj važno, ker smo pač počasnejši, pozabljivi in rabimo večkrat si stvari pogledati. Tako da jaz smatram, da je to nujno. Sem pa zelo vesela, da obstoja tale simbioza, da se, rekla, kjer so inštruktorji zelo potrpežljivi z nami, da se človek ne počuti nervoznega in slabo glede na to, da je starejši, ne, že tako ima sam sabo težave, potem je pa še dodatno, da so potrpežljivi z nami in mi je zelo, rekla, to v pomoč. Dobila sem voljo, da bom določene stvari začela speljavati. Čeprav zdaj na začetku je malo bolj težko, ne, se človek lovi, ampak s časoma tisto osnovo, ne, pol pa začneš štartati in začneš tudi sam po telefonu, ker te že sam telefon potem sprašuje in vodi in nadgrajuješ. Izobraževanje pri simbiozi lepo pozdravljam. To je zame več kot dobrodošlo, ker tukaj se res lahko naučiš, če se le hočeš. Ker ti napovedo samo enkrat, če treba tudi velikrat, a ne, da drugje tega ni. Pa to je res nujno potrebno, da znam obvladati ta telefon. Tako da res, da bi tole še naprej trajalo, pa da bi imeli tako dobre inštruktorje, pa res simbioza je to zame pomembna. Pozivam vse vas, ki me zdajle gledate, da se potrudite z kakšno manjšo malenkostjo, kot je na primer v našem primeru, da starejšim morda naložite našo aplikacijo Magda na pametni telefon, oziroma da po svojih močeh podprete oziroma pomagate katerenkoli programu, ki stremi k opolnomočenju starejših, bodisi na področju digitalnega opismenjevanja, medgeneracijskega sodelovanja, aktivnega staranja. Z majhnimi koraki vsi skupaj lahko naredimo zelo veliko. V sklopu našega delovanja na Ljudski univerzi Tržič pokrivamo kar nekaj delavnic, programov in pa projektov za ciljno skupino starejših. Nenazadnje smo tudi javni zavod za izobraževanje odraslih. Nekaj od teh bom omenila in Univerza za tretje življenjsko obdobje
je nek tak program, ki ima že res dolgoletno tradicijo na Ljudskih univerzah Tržič. Namenjene so pa predvsem starejšim oziroma tistim, ki imajo že mogoče daljši stalež upokojenca, pa tudi tisti, ki so v nekem popoklicnem obdobju. Pokrivamo tako začetne kot nadaljevalne tečaje, nekaj jih bom omenila, in sicer računalniški tečaji, jezikovni tečaji, potem tečaji zgodovine, geografije. Zelo dobro so se obnesla tudi izobraževalna popotovanja, se pravi ta izobraževalni izleti, in pa teme bi lahko naštevala še in še. Bistvo oziroma namen teh tečajev je, da se ti ljudje, udeleženci, še naprej izobražujejo in ni toliko v ospredju samo neka prostočasovne aktivnosti ali pa druženje, zato imamo tudi druge programe, ampak res tiste kvalitetne vsebine, za katere res lahko rečemo, da gre za univerzo za tretje življenjsko obdobje. Zelo odmeven je tudi program Center medgeneracijskega učenja. Že samo ime pove, da gre za združevanje več generacij med seboj. Znanje vemo, da potuje iz roda v rod, in ta program je na Ljudski univerzi tudi res zelo odmeven. Podpira ga pa delno in sofinancira občina Tržič. Tukaj res lahko rečem, da pokrivamo pravzaprav čisto vse vsebine, od osebnostnih veščin, socialnih veščin, ustvarjalnih delavnic, komunikacije, zdravje, ekologijo. V glavnem namen tega je, da pa se med seboj ljudje tudi podružijo, da si izmenjujejo mnenja, izkušnje. In moram na tem mestu povedati, da ta center medgeneracijskega učenja predvsem nekako vpelje tudi lokalno okolje in druge organizacije v ta program, kar pomeni, da izredno dobro sodelujemo tudi z drugimi organizacijami v lokalnem okolju. Na tem mestu se tudi zahvaljujem Adri, tudi preko njih recimo zdaj izpeljujemo določene te računalniške delavnice. Študijski krožki, moram reči, so pa res izredno neka zanimiva specifika. Zasnovani so bili na Andragoškem centru Slovenije z namenom, da se udeleženci med seboj nekako z enakimi interesi večkrat družijo, kar pomeni, da potekajo ti študijski krožki najmanj 25 ur, lahko se pa seveda potem tudi nadaljujejo. Namen je, da se ponavadi, ko se končajo ti študijski krožki, tudi obeležijo, da se pokažejo neki konkretni učinki, neki rezultati. Na ta način imamo tudi veliko razstav, recimo slikarske razstave, ker so to slikarski recimo tečaji, krožki. Potem imamo tudi mozaične razstave, kulinarične razstave, se pravi vsa ta ročna dela, to je nekje pri teh študijskih krožkih bolj izpostavljeno, in pa seveda razvoj naše kulture in pa tradicije. Tudi branje literature je zelo v ospredju, se potem izda kakšna brošurica, in še enkrat poudarjam, tudi ti krožki so namenjeni zlasti populaciji starejših ljudi. Tudi študijski krožek je delno financiran s strani občine Tržič in pa delno s strani Ministrstva za šolstvo. Izjemnega pomena je, da v času krize ne pozabimo na najranljivejše med nami. Naredite še danes nekaj za starejše, ki so v svojem življenju tako veliko naredili tudi za nas. Ostanite zdravi in še predvsem povezani na daljavo.